Ja, tale dvojček, ki vam ga želim danes predstaviti, je pa meni zelo blizu, zato ker je povezan zelo z mojimi začetki in ker me še vedno spremljata praktično vsak, sicer v malo drugačni obliki, podobi kot nekoč, ampak vseeno. Prva je mešanica Intune, ki pride v takšnem rulončku, ampak morate vedeti, da nima napisa touch, torej še ni rečena. In ko to stekleničko oziroma ta rulon odprete, je krasno, ker noter zavonjate marsikaj, kar ni ponavadi v kombinaciji, ampak hkrati, tisti, ki me že dobro poznate, veste, da so to praktično, ko vam bom naštela, tudi moja najljubša eterična olja. Ni nenavadno, da ko sem jaz prvič si vzela tole, predvsem v letu 2014 še, ko sem še bila v prejšnji službi, kjer sem potrebovala ogromno fokusa, kjer sem pač pripravljala vsebine, ki sem jih potem podajala naprej svojim slušateljem, da je bilo to tudi obdobje, ko sem imela 1 leto dobro starega dojenčka, kmalu sem potem bila tudi že v drugo noseča in moji možgani, moj fokus je bil včasih ko ena velika megla. Sploh po kakšni neprespani noči, če so se nam dogajali zobki, ki so nam rasli in tako, pol mami naslednji dan je šla v službo in seveda je šlo en kup lapsusov iz mojih ust. Tako da sem potem seveda si med prvimi stvarmi v ta namen, torej v fokusa, vzela Intune mešanico. Torej Intune v osnovi res sestavljajo krasna eterična olja, in sicer amiris, potem noter najdete meni zelo ljub pačuli, meni zelo ljubo limeto med citrusi, potem pa še krasna eterična olja, kot so ilang ilang in dalje še rimsko kamilico, havajsko sandalovino. Gledam, če sem še kaj pozabila. Ne, dejansko sem vam naštela vse skupaj, zato da res ne spustim ven pač tisto glavno, ampak ja, kar dela res mešanica zelo posebno in na prvem mestu je torej ga največji amiris, ki ga pri doteri posamično ne moremo dobiti. Tako da Intune lahko namažemo za fokus tukajle vzadej za ušesom, na zatilje, jaz si ga velikokrat dam tako in še pod nos, da vdihnem in da vdovim še ta aromatičen učinek, ki že v 30 sekundah vpliva na sam limbični del možganov. Hkrati jasni moje misli, dviga mentalno jasnost, fokus, odličen mi je za na vožnjo še vedno. Takrat sem si ga tudi pogosto kot na podporo čustvom, ker tudi umirja, sploh sandalovina, ilang ilang, pačuli prizemljijo. Ilang ilang je eterično olje otroka v nas, pačuli je olje hvaležnosti, tako da en kup stvari dobimo s tem učinkom, ne samo mentalno jasnost, ampak tudi umirja. In hkrati je meni tako lepo takrat že dišal, zdaj tudi vem, zakaj, ker ko sem si posamično vzela večino teh olj, sem ugotovila seveda, da so v moji zbirki najljubših, in težko rečem 10, ampak je verjetno kar 20, mojih top 20, in je v bistvu logično, zakaj mi je bil ta vonj všeč in sem ga na začetku tudi zelo rada nosila kot parfum. Kar so čisto pobrale tudi moje slušateljice, se prav spomnim, da so si želele istega naravnega parfuma, in to je v bistvu tudi čar aromaterapije, sploh z dotero, ko imamo naravna eterična olja, zato da pač je to naravni parfum, ki ne moti naših hormonov, našega razpoloženja, ne ustvarja napetosti v glavi. Skratka, je nekaj najbolj naravnega, kar lahko z narave dajemo nase. Kar se tiče ostalega, gledam, če sem še kaj pozabila. Pri čustvih res nekako vrača to mentalno jasnost in res ga zelo lahko izrabite tudi, če težje prenašate stres, pa vam mogoče recimo pis ali pa sivka ali pa adaptiv niso tako blizu, tako da lahko v ta namen izkoristite tudi Intune. Sploh se mi zdi v obdobju, kjer smo, marsikdo pravi, da je imel po daljšem obdobju šibkosti telesa, ko je moral ostati doma, preležati, da se mu je kot ena taka, bom rekla, dolgotrajnejša sopotnica na žalost pridala tudi ta mentalna nejasnost, da se težko zberemo, ali pa recimo po dolgem dnevu pridemo domov in želimo malo več fokusa na stvari, pač ki so doma, in seveda ja, glavno olje, ki sem vedela, da sem enega pozabila, ki je vsebovano noter, je tudi frankincense, in to je tudi tisto olje, ki daje tudi piko na i celotni mešanici ob naštetih oljih. Potem drugo je pa Juniper Berry
Je pa tudi olje, ki me je spremljalo na mojih začetkih, namreč jaz imam mešano in kar precej izziva polno kožo. Tako da danes sem zelo hvaležna za aromaterapijo, ker ta moja koža izgleda precej drugače kot pa pred 7, 8 leti. Kljub temu, da se celostno lotevam, tudi pri prehrani, vem, kaj mi paše, kaj mi ne paše in kaj ustvarja, bom rekla, tresljaje za moj hormonalni sistem, ki se potem tudi odzvanja na mojem največjem organu, kot je koža. In pač te stvari zelo, zelo olajšam. No, in pač ena prvih stvari, ki mi je bila svetovana, ko sem se jaz včlanila, brin, to se pravi brinove jagode, eterično olje Juniper Berry. In bila sem sicer presenečena, ker pač res nikoli tega nisem tako gledala, poznala sem brinovček, ker verjamem, da ga tudi vi. Tako da ja, tudi brinove jagode krasno vplivajo na nelagodja, povezana z ženskim ciklom, to se pravi hormonalna nelagodja. Potem na drugi strani nelagodja, zelo največkrat je to izbrano olje, ko govorimo o nelagodjih ledvic ali nelagodjih jeter, tako da ni nenavadno, da se nahaja v endokrini mešanici, ker deluje tudi čistilno in podporno za te organe. Krasen je tudi za v difuzor, kjer se ujame z nešteto olji, predvsem za podporo dihalom, za čistilne učinke, tako da ga tudi v difuzorju za ta del pri zraku izkoriste ali pa na drugi strani pri čistilih. Za kožo vsekakor pa deluje zelo čistilno in nekako lajša nelagodja, ki so ustvarjena ali pa da imamo malo preveč, bom rekla, živahno kožo, kjer bi si želeli malo podpreti zdrav izgled. Sploh, če gledamo tako zelo mladostniški, tudi če smo že v zrelih 40-ih, je super, kar lahko dodajate kapljico brina v svoj tonik. Si kupite sicer lahko tudi Skin Essentials, to se pravi nekaj iz linije doTERRA, kjer je tudi kar brin velikokrat vsebovan v ta namen. Hkrati pa zmanjšuje videz por, deluje čistilno in vrača zdrav in mladosten izgled sami koži. Tudi če imamo kakšne nepravilnosti, krasno uravnava ta enakomeren ten, to se pravi, da nimamo kakšnih delov izrazito temnejših zaradi nezdrave funkcije izločanja pigmenta v našem predelu kože. Gledam, če sem še kaj pozabila. V masaži ga tudi še izkoriščam, vsekakor. Difuzorju, ja, vem, da vas zanima. Zelo, ampak res noro se ujame z bergamotko. Bergamotka je eno tako krasno, nenavadno citrusno olje, ki pač se vidite, da ga skoraj povsod dajem zraven. Z brinom skupaj, ja, seveda glavna stvar, kjer ga danes mi uporabljamo, je, kadar imata punčki nemirne sanje. Tako da največkrat se ta dva skupaj zbereta, še s kakšno rimsko kamilico, lahko si naredite blend, mi smo ta blend poimenovali Ghostbuster. Tako da dejansko lažje in bolj trdno spita, imata lepše sanje, sta bolj umirjeni, sploh v času kakšne polne lune, ali pa na splošno, če imate obdobje, ko se mogoče s kakšnimi svojimi, bom rekla, vrtčevskimi, šolskimi izzivi srečujeta, da je potem spanec mirnejši in potem seveda posledično tudi dan bolj tak krasen, kakršnega bi si želeli. Tako da to je tisto glavno, kar sem še želela povedati, s čim vse se ujame v difuzorju. Seveda z bergamotko, z grenivko, zanimivo se ujame v funkciji pri koži za sandalovino, potem z jerovpom ga lahko kombinirate, z cipreso, z modrim vratičem, potem s cedro, vsekakor, potem z sivko, z čajevcem, sigurno sem pozabila še kaj, za muškatno kaduljo pri ženskih težavah, ujame se pa tudi krasno z limonsko travo pri kakšni masaži. Ali v difuzorju, tako da čisto lahko res zbirate, kombinirate, se igrate. Se pravi, moja najljubša kombinacija brina, ki je sicer v kemijski sestavi poln sabinenov in alfa-pinenov in zato tudi učinkuje na vse te načine, ki sem jih zdaj opisala, vsekakor krasno eterično olje za dodati v svojo domačo zbirko. Sploh, če ste ljubitelji takih krasnih, osvežujočih vonjev, ki jih radi kombinirate v difuzorju. Za vzdušje gozda tudi skombinirate z citrusi. Toliko za danes, se slišimo še vsaj zagotovo dvakrat. Lepo bodite, adijo!